Ok, gremo. Ja, meni pol vedno ful zmanjka idej, takole na začetku. Ampak ok, živijo in pozdravljeni v novem podcastu. Z vami sva danes Karin. Pa Kleja. In to je podcast po desnem pasu, kjer vam bomo mladi na desnici povedali, kako bomo mi izboljšali to državo. Ok, pa dajva začeti kar z aktualnimi stvarmi, Kleja. Zdaj, jaz sem na začetku bova pač valjda malo pošimfale druge, a ne? Ker pač, lej, taki smo. Ampak jaz sem zadnje čase opazila, da Podmladek od Gibanja Svobode se je ful angažiral za legalizacijo konoplje. To si najbrž tudi ti videla na socialnih omrežjih, a ne? Samo to vidim zadnje čase z njihove strani. Ja. Ampak meni je to samo ful smešno, zaradi tega, ker se toliko očita SDS-u, da referendum zlorablja za politične cilje, za kampanjo. Ja. Ampak to pa zdaj oni v bistvu delajo že drugič z isto temo v bistvu. Ja, ker ful je čuden to, a ne, to smo imeli pred enim letom. Smo šli na referendum za to. V času evropskih volitev. Ja, že to so ful spolitizirali, ne, pa itak so pač vedeli, da konoplja, tema konoplje je predvsem njim naklonjena, a ne, in so s tem pridobili ful političnih točk, potem je pa to za eno leto zamrlo. Zdaj so se pa kar naenkrat angažirali ravno v času, ko se pravi njihov šef Golob, ko ima to afero Vikend, a ne, in morajo to majčken damage kontrola Pa delati. hkrati je še referendum čez 2 tedna. Pa to, ja, Ja. pa to. Pa še volitve bojo kmalu, ne. Mislim, meni gre za to, meni ta tema ni zdaj neki blizu, tako da bi lahko kaj razpravljala o temu. Meni pa se samo zdi grdo, da se dejansko zlorablja nekaj, ker vejo, da imajo ful podpore javnosti za politične namene. Da dejansko se hoče malček odvzeti pozornosti od referenduma in preusmeriti na neko njihovo temo, kjer že vejo zaradi referenduma posvetovalnega, da imajo podporo. Tako da je tudi neka predvolilna kampanja z njihove strani. Ja, definitivno, pa ful je smešno, a ne, ker ja, oni se mi zdi, da zdaj majčkeno čutijo, da mogoče jim ta zadeva z referendumom, ki bo naslednjo nedeljo, a ne, se pravi o teh privilegiranih pokojninah, da malo zgubljajo kontrolo, a ne. In zdaj so pač začeli s ful populističnimi forami, a ne, se pravi, da mlade pritegnejo, pa da spet majčkeno kontra SDS-u, a ne. Po drugi strani se mi pa zdi zelo kontradiktorno, ker oni so v bistvu prišli na oblast točno s to floskulo, da oni bojo vrnili pravno državo, a ne? Da oni bojo pa zdaj naredili to državo spet demokratično, ampak zdaj so ravno oni, se pravi Svoboda, Levica, ne vem, nisem sigurna zdaj za SD, ampak predvsem pozivajo k bojkotu referenduma. Mislim, meni je to ful čudno, da pozivaš na bojkot referenduma za zakon, ki ga ti predlagaš. Ja. In najbolj mi pa je smešno, da nekdo, ki se ukvarja s politiko, ki se mi zdi, da bi rabil biti res cilj vsakega politika, da čim bolj angažira ljudi, spodbuja pač aktivno državljanstvo, da pol poziva k bojkotu, in se mi zdi, da je bila to samo neka ful easy opcija za njih, zato ker ne rabijo zdaj razložiti, sploh debatirati, zakaj je ta zakon smiselen, govoriti pač. Dejansko so samo pozvali na bojkot, se obrnili in pač se zanašajo na to, da bo ta antijanšizem zmagal spet v Sloveniji. In ja, pač mislim, meni se zdi, da oni nekako so preveč ležerno šli v to, a ne. Oni so v bistvu zelo sigurni sami vase, ker ta koalicija je res močna, a ne. Oni se zavedajo, da lahko sprejmejo praktično karkoli hoče v parlamentu, a ne. In zato so tudi sprejeli tak zakon, ki v bistvu je aroganten, dajmo tako povedati, a ne. Ki je nepravičen, ki v bistvu nakazuje samo na to, da oni delajo samo za nek svoj krog, neke svoje ljudi, ki jih zdaj nagrajujejo, zato da bojo še naprej delali za njih. Zdaj so se pa malo ustrašili, ne? In ustrašili so se tega, da mogoče bi pa volja ljudi rekla takemu zakonu ne, a ne? meni se zdi, da se zavedajo, da so sprejeli slab zakon in se bojijo rezultata in se jim zdi lažje zatekati k temu, da poziva ljudje na bojkot. Ker dejansko, če pogledaš tako, je tudi nekako
protiustavno, glede na to, da v ustavi piše, da ima oblast ljudstvo, referendum pa je najvišja oblika demokracije. Tako da, ne vem, to mi je malček sporno in ful antidemokratično od te vlade. Čeprav itak že celoten mandat je ful nedemokratičen. ja, če je smo ful iskreni. nedemokratična. Pa jaz sem se spomnila zdaj še na eno zadevo, ki je bila zelo kmalu potem, ko so oni prevzeli oblast. Se mi zdi, da leta 2022 so šli spremeniti družinski zakonik. Ja. Ki so se pravi izenačili, torej, da zakonska zveza je zdaj zveza med dvema osebama, ne več zveza med moškim in žensko. Pač v bistvu so povozili vse tiste prejšnje 3 referendume ali 2, ki so bili na to temo, kjer je vsakič ljudstvo zavrnilo take spremembe družinskega zakonika. No, oni so šli pol to. Takoj, ko so prišli na oblast, so to spremenili. A ne? In potem je bil pa takrat, se spomnim, Aleš Primc je zbral ful podpisov za referendum in bi mogel referendum biti razpisan, ampak so potem rekli, da ne, tega referenduma pa ne bojo dovolili, ker bi bil protiustaven. Tako da so v bistvu že začeli so, ja, pa prvo spomnim se, da je bila takrat izjava Lucije Tacer, poslanke od Svobode v parlamentu, ki je rekla, da v imenu ustave pa varovanja demokratičnih standardov je včasih treba teptati voljo ljudstva. Tako da oni so že prav prišli, začeli svoj mandat s teptanjem volje ljudstva, ne? In zato spet počnejo. Ne? Mislim, meni se zdi tak, da cel čas kažejo na to, da dejansko ne spoštujejo ljudi, žalijo največ svoje volivce. Mislim, čista aroganca, čisto vztrajanje pri laži, ki so dokazano neresnične, ker je meni najbolj smešno, da se ne moreš opravičiti in reči, da si naredil napako ali pa da si se zmotil. Ampak da se prav vztraja pri nečemu, kar je že mediji so dokazali, še mediji, ki ponavadi poročajo za njih, so dokazali, da to ni res. Ja, še prav prispevek je bil na RTV-ju, na Dnevniku. Ja. Vsak dan skoraj da ponovi nekdo iz koalicije te trenutne. Ja, to delajo tudi malo za nalaž, ker to je pač taktika manipulacije. Tokrat pač boš ponovil eno in isto stvar, da se bo že vsadila ljudem v možgane, in pa bojo vsi temu verjeli. In nažalost pač ljudje nasedajo. Mislim, določen del populacije nasede temu, čeprav po večini se mi zdi, da res noben več ne more gledati tega Goloba, ker vsakič se mi zdi, da popravlja svoje izjave, vsakič ne veš, kaj bo rekel, ne veš, kakšen zakon se bo na koncu sploh sprejel, ne veš, kva sploh pričakovati od te vlade, ki naj bi delala za vso populacijo, delajo pa v bistvu sam. Za svoje prijatelje. Ja, za svoje prijatelje. Pa v bistvu, če tlele imamo midve na tej televiziji, imamo midve, se pravi, referendum, to je bilo včeraj na 24 ur. Ja, meni se drugače zdi, da zdaj lik zaradi tega bo še več tega zavajanja ljudstva, ker se mi zdi, da se zdaj res bojijo za ta referendum, ker so videli, da dejansko je zanimiva tema za ljudi, pa da ljudi to moti, da se ne strinjajo z njimi. Tako da zdaj se mi zdi, da se bodo malček začeli bati, pa začeli še malček naprej zavajati ljudi ali kakšne nove laži ustvarjati. Ja, definitivno, ker še vseeno tukaj imamo, se pravi, večji del ljudi bi se zagotovo udeležil referenduma in pa tudi večina po tej anketi bi glasovala tudi proti. In zdaj mislim, pač oblast imamo zdaj mi, kakršno jo imamo, nažalost upajmo, da bo naslednja mnogo boljša, ampak mislim, ti imaš ljudi na oblasti v državi zato, da tudi, če sprejmejo nek zakon, morajo pač dopuščati to možnost, da bojo ljudje takemu zakonu tudi rekli ne. Pač, kot si rekla, v državi ima oblast ljudstvo in ljudstvo ima v vsakem trenutku pravico, da pač protestira, da na referendumu pokaže, ne, to pa ni prav, In neki zreli predstavniki ljudstva
bi mogli v takem trenutku reči, ok, bomo to spremenili, se bomo pogovarjali bomo prisluhnili narodu, a ne, se na koncu so oni v službi naroda, a ne. Mislim, meni se itak zdi, itak to je že, sploh se ne rabi več ponavljati toliko, pač da je Golob aroganten. Nima občutka, se mi zdi, da živi v nekem svojem balončku, ki dejansko, pač meni se zdi, da on verjame temu, kar on govori že, ker mi ni logično, da bi lahko res toliko blebetal, toliko se zlagal in pač zavestno lagal. Tako da meni se zdi, da on tipo ali mu tam v njegovem kabinetu fulažijo in mu dajo neke lažne Po moje sploh noben ga ne posluša. Ja, no, meni se zdi tako, pač zdaj sem čisto zgubila nit, kaj sem hotela povedati. Jaz se ni panike, ne, ampak si prav povedala, no. Ampak zdaj sem se spomnila. Tako da meni se zdi, da ja, pač je proti temu zakonu referendum, ampak se mi zdi, da je tudi nek ful dobra priložnost, da dejansko pač ljudstvo da znak vladi, da ne dela pravilno, da je pokvarjena, da je škodljiva dejansko za ljudi. Ker vsi zakoni, ki so jih sprejeli, tak prve 3 leta so delali več ali manj, samo dejansko uničevali vse, kar je naredila prejšnja vlada. In zdaj so pa kar naenkrat začeli vsak teden neke nove predloge dajati, ki so vsi škodljivi. Ja, ne, mečkam so tudi, ne vem, zavedajo se tudi, da je predvolilno leto, a ne, pa zdaj so mečkam mogoče dali v drugo vse laži, vse obljube, ki so izpolnili. Tako da zdaj mečkam sklicujejo tiskovne konference, pa so tako, ja, stanovanja, vrgli smo 100 milijonov v stanovanjski sklad, zdaj bojo rasla stanovanja, k gobe po dežju po Sloveniji, valjda, ne, ker tako se gradijo stanovanja, noben pa ne pove, da pač oni bojo zdaj sam dali pohanenega denarja stanovanjskemu skladu, pa to pač ni več v rokah države, a ne, pol je stanovanjski sklad, mora pol to vse naprej zrihtati, pa zemljišča, plus, da ne vem, kaj pa, če bi kdo živel v hiši, ne sam lih v nekem, da cel življenje daješ najemnino. Itak ta neprofitna stanovanja ne zdijo tipo nek odgovor na stanovanjsko krizo, ki je v Sloveniji. In definitivno, ne. Pač, in se mi ne zdi zdaj lih prav, da vsi vemo, da je ful velik problem zdaj, še posebej mladi se ful zavedamo tega problema. V Ljubljani je grozno stanje na nepremičninskem trgu in v vseh 4 letih se govori samo o neprofitnih stanovanjih in nič nobenih drugih načrtov, kako ne vem, zmanjšati povpraševanje ali povečati ponudbo. Nobenih drugih, samo za neprofitno so se zorganizirali, ker se mi zdi, da to je edino tako, ki zveni dobro, ko rečeš, da si zgradil 2000 stanovanj, ampak ni nobenih drugih ukrepov, ki bi lahko vplivali. Ja, zato ker, mislim, oni bi mogli delati na tem, da ljudstvo, posameznika opolnomočijo, da lahko postane lastnik, da si lahko zgradi bajto, da lahko prideš normalen do stanovanja, ne. In seveda, če pa mi živimo 30 let praktično pod pretežno socialističnimi politikami, a ne, logično, da smo pol med najbolj obdavčenimi, da plače niso tako visoke, kakor bi lahko bile, niti res se mi zdi, da ne dosegamo Ker naše bruto plače drugače niso toliko slabe, ne? Ja, bruto ne, ampak pol moraš pogledati, koliko gre za davke. Koliko so obdavčene plače, pol je treba gledati tudi, koliko se sami življenjski stroški grejo, a ne, koliko se višajo. In pač ni to okej, da bi se vsako sfero mogla vmešavati država, ker s tem pol pride do kolapsa sistema, ne. Mislim, tudi ne moreš delati samo na strani ponudbe, lahko bi delali kaj na decentralizaciji, ker dejansko zdaj je res tako, da vsi silimo v to Ljubljano, ampak okolica Slovenije ni toliko pač gosto poseljena. In pač na tem tudi ni bilo nič dela. Tudi meni ena izmed najbolj tako motečih stvari, ki je naredila vlada, je bil lih ukinitev tega demografskega urada ali urada za demografijo. Urada za demografijo, ja. Ker se mi zdi, da je to ena najpomembnejših tem za našo prihodnost in da je demografska slika v Evropi toliko grozna in da že to, da se je sploh naredil ta urad, je bilo prepozno. Ampak se mi zdi, da je to najpomembnejša tema za prihodnost, še posebej mi smo majhna država in to bo uničevalo vse podsisteme naše države, od zdravstva, trga dela, pokojninskega sklada, in da se to ukini zaradi maščevanja in da se čisto ignorira demografski problem v Sloveniji, da se sploh ne govori o tem, pač je ful moteče.
Ja, Še posebej za nas mlade, ki mi bomo bili v neki, bomo živeli v tem starajoči se populaciji najbolj, ne? Ker je zdaj toliko upada rodnost, da bomo mi bili v neki, bomo čutili najbolj posledice ja, demografskih problemov, ne? pa tudi mi bomo pol še na dolgi rok občutili posledice vseh teh škodljivih politik kot zdaj, a ne? Ker se mi zdi, da stanje bo še veliko bolj kritično čez par let, če bo šlo tako naprej, a ne? Se zdravstvo je že tako ali tako čisto kolapsiral, a ne? Nepremičninski trg je tudi pač tam, kjer je. In se mi zdi, to si je dobro povedala, da so urad za demografijo ukinili zmaščevanja. Ker se mi zdi, da Pa se mi zdi, da so jih bolj premestili na urad za migracije. za migracije, tako je. Ja, ker dajmo uvažati, mislim, a ne, namesto da bi ti spodbujal mlade, da si ustvarijo nek svoj prostor pod soncem, a ne, to bi mogli delati, pa spodbujati mlade družine. Ja, zadnjič mi je nekdo rekel, ja, sej mi bi imeli, mislim, nek mlad par, mi da bi imela otroke, ampak se nimava kje živeti, ne. Je. Mislim, to je res, Ampak to je res pol je grozno. tako, pol bo nekdo rekel, da to ni izgovor. Ampak v večino najemniških stanovanj ne dovolijo otrok. Tudi to je velik Ful je problem. težje najti stanovanje za najem, Ja, če to je imaš res. otroka. In pač, ker jaz fulkrat dobim kakšne objave, ki kakšne mlade družine iščejo stanovanja, pa ne morejo dobiti v Ljubljani stanovanje, ki najrajo dajo še študentom na koncu. Ja. Pa se mi zdi, najraje imajo na koncu najemodajalci samske osebe, a ne, ki nimajo toliko dela z njimi in sej okej, pač lej, je tvoj stanovanje, ti ga oddajaš, po eni strani razumem, ker so najemodajalci dostikrat v veliko slabšem položaju, a ne, ti dobiš magar najemnika, ki ti začne uničevati stanovanje, ti ne plačuje, pa ga niti izseliti ne moreš, a ne. Ja. Tako da to je ful problematično, zaradi tega pa to definitivno ni rešitev, da bi mi zdaj stremeli k temu, da boš cel življenje v najemniškem razmerju. Mi bi mogli reči mladim, pa ne samo mladim, vsej populaciji, mi bomo omogočili, da boste vi postali lastniki nepremičnin. Toliko vas bomo opolnomočili, toliko bomo dvignili standard v tej državi, da boste vi lahko živeli tako, kot si zagre, ne pa da samo sanjaš o tem celem življenju. In to bi mogla biti politika, a ne. Ja, da dejansko dobiš neko svobodo, ko odrasteš, ne pa da samo greš v neko drugo, ko da spet živiš pod starši, samo da so še bolj strogi, ki ne smeš niti luknje narediti v steni. Ja. No, in to sem se hotela prej navezati, a ne, ko si rekla, da so to ukinili zmaščevanja. In se mi zdi, da v bistvu ta politika, ne, ki je zdaj prišla na oblast, oni so v bistvu prišli na oblast s sovraštvom, s hujskanjem, anti-Janša sentiment. To je v bistvu vse. Še Borut Pahor je rekel, da anti-Janša politika je nekaj najbolj nevarnega, kar se je zgodilo v naši državi. Borut Pahor pa je iz leve politične sfere. Ampak ne. kako pa lahko ti dejansko na televiziji rečeš, da boš počistil v celoten javni sektor janšizma? To je meni sporno na več načinov, ker dejansko je samo moteče, da toliko dejansko napadaš ljudi zaradi njihove ideologije, ker jaz ne pravim, da se moramo vsi strinjati z vsemi politikami, sploh ne, ampak polko zaradi sovraštva brišeš stvari, ki so dejansko bile dobro narejene in nimaš sploh, ne vem sploh, kakšen je bil argument, da so to oni zaprli, ta urad. Oni samo uničujejo. Zaradi tega, ker o tem se v Evropi drugače ful govori, ful se opozarja na demografske probleme in pol samo zaradi tega, ker imaš neke osebne zamere, dejansko škodiš državi. In to se ful vidi zaradi tega, ker katerikoli predlog bi bil predlagan v državnem zboru strani SDS, pa ne vem koliko dober, tudi če je to nekaj, kar bi oni predlagali, bi zavrnili. Ja, samo zato, ker je iz SDS strani prišel. Ne, to je čisto zgrešeno. Mislim, to ni predstavnik naroda, a ne? Ti kot predstavnik naroda moraš še vedno znati preseči svoja ideološka prepričanja, zato da ti sodeluješ tudi z pač drugače mislečimi, zato da ti delaš za narod, a ne? Ker dobrobit naroda je tisti najvišji standard, k kateremu ti stremiš, a ne? Ne glede na to, s katere strani prihajaš. A ne, pa tudi, če so tle neka nestrinjanja, je treba najti kompromis. Ne pa, da mu zdaj, tebe pa ne bomo spustili tja, ker si janšist, ker pač voliš SDS, tega predloga ne bomo sprejeli, zato ker si pač ti desen. Odvzeli ti bomo besedo, ker si desen. Odvzeli ti bomo besedo, ja, to se zdaj ful dogaja v parlamentu, a ne. Če niso smeli na televiziji, niso v državnem zboru smeli predvajati videe iz televizije, od javnih izjav in izgovor je bil,
da se to nikoli prej ni več ni delalo. Dej, lepo Se te tudi prej prosim. se ni odvzemalo besed, pa se zdaj to dela. Ja, ne? točno tako. Točno tako. Pa tudi prej se ni kršil poslovnika, pa se zdaj to dela. Urška Klakočar Zupančič to skozi počne. Ona krši poslovnik, pa kar to zavije v neko svojo neumno pravniško interpretacijo, ki sploh ne pije vode. No, pa da ne omenimo tega, kaj Urška Klakočar Zupančič počne v državnem zboru po noči. Ja. In pol si upa reči, da se videi do zdaj nikoli niso predvajali v državnem zboru. Jaz bi pa njej rekla, Urška, do zdaj se tudi noben pač ni... Družin ni uničevalo v državnem zboru. Ja, do zdaj noben še ni imel nočnih obiskov v državnem zboru, Urška, mislim, groza. Ej, to je pa res groza, kaj se zdaj počne, koliko se je razgradil to institucijo. Ja. Saj se vidi, da dejansko se dela samo za peščico ljudi, za une, ki so jim pomagali, da se zmaga na volitvah, za svoje volivce niti več ne, zaradi tega, ker dejansko vsi zakoni, ki jih sprejemajo, sploh pač mi ne grejo skupaj s to neko solidarnostjo in pravičnostjo, ki so jo Ne. zagovarjali, neko svobodo. Oni tega sploh ne živijo. To so samo floskule, kjer se dobivajo politične točke. A ne? In tudi recimo, se mi zdi, da veliko boljš bi bilo, če bi ta vlada samo nič delala. Da bi bili sam pri miru, bi veliko boljše živeli, ker problem pa je, da oni ne samo to, da niso naredili ničesar, kar so obljubili, ampak uničujejo stvari za nazaj. Se pravi, vse, kar je bilo dobrega, so porušili in recimo tudi, kaj sva zadnjič zvedle, a ne, kaj zdaj dela Asta Vrečko na Ministrstvu za kulturo. Se pravi, ona dejansko postavlja čist neke svoje kadre v institucije, za katere te kadri niso usposobljeni, pa čeprav jo stroka na to opozarja, ona nikogar ne posluša, poleg tega, da se sploh ne zmeni za slovensko kulturno dediščino. Je čisto sistematično ruši vse slovenske Ja, tradicije in ona kulturo. dejansko prišla je rušiti slovensko kulturo in se mi zdi, da o tem se zdaj premalo govori. Mi zdaj sam, a ne poslušamo o tej Maji Smrekar, ki je dojila psa. Mislim, se to je ful sporno, drugače. To je dejansko ogabno, tako da ne vem, kako lahko dobiš nagrado za to. Pa to je mučenje živali. V naši državi očitno dobiš nagrado, če dojiš psa. Ja. Ampak ja, ne vem, meni gre ful na živce, zaradi tega, ker pol jih ona napada nas, da napadamo kulturo. Pa v bistvu to ona počne. Čeprav se mi zdi, da kultura je lih temeljni steber nacionalne identitete in da smo mi lih tisti, ki smo prvi borci za pravo slovensko kulturo. Ja. Ne pa to, kar ona dela, zaradi tega, ker po mojem pač sploh tako nima ideje, kaj dejansko je prava slovenska kultura. Ker oni ne spoštujejo slovenske, mislim, ne cenijo slovenske kulture. Oni so bili tisti, ki niso dopustili, da bi se ustanovil muzej slovenske osamosvojitve, da bi bila to lastna stavba, ampak se je združila z muzejem novejše zgodovine. A ne? Mislim, kakšna država smo mi, da nočijo, da imamo mi pač res samo svoj muzej slovenske osamosvojitve. A ne? To je slovenska kultura. Pa da se ne ceni tradicij, s katerih smo prišli. Ja. Da se čisto ignorira vse ljudi, ki ne živijo v mestih dejansko. Ja. Z vsem, kar delajo, je samo osredotočeno na to, na mesta. Podeželje se ignorira. Ja. Pa na to neko bolj, kako bi rekla, postmodernistično kulturo, že tako malo izprijeno. V bistvu bi se pa mogli mi veliko več pogovarjati o, ne vem, o raznih kulturnih društvih, o folklornih skupinah, pevski zbori, kje so oni? A ne, velikokrat morajo te društva, ne vem, se boriti za denar, a ne, zbirati prostovoljne prispevke za to, da lahko preživijo, pa pride Asta Vrečko, pa prav SDS, pa ruši slovensko kulturo. Ja, mislim, ne, tudi veliko kulturnikov se mi zdi do zdaj že spregovorilo o tem, da se dejansko s trenutno vlado, s trenutnimi ministrstvi ne da delati, ne. Ni nobenega posluha, ne, samo za neke lastne projekte, tam je interes, za ostalo pa ne. Ne, meni je ful grdo zaradi tega, ker tradicijo je treba hraniti, pa če ful se je treba boriti, da ti obdržiš dejansko tradicije, to ni samo neki tako, ki bo ostalo in bi se rabilo res ful delati na tem, da se in nagradi mogoče kakšne slovenske kulturnike, ki dejansko bogatijo slovensko kulturo, ne pa nekoga, ki
doji psa, pa... Ja, recimo, lih klelemava, se pravi, tole gospo, ki je raztrgala slovensko zastavo, a ne, v bistvu se mi zdi, da ona bi mogla biti že kaznovana, ker to je oskrunjenje državnega simbola, če tako pogledaš. Ja, ampak spet jaz nisem zdaj nek dober ocenjevalec umetnosti, ampak pač jaz ne vidim pointa tu, Ja. ne vidim zgodbe za te. Kaj nam je to doprineslo dejansko? Ničesar, ker recimo to je nekdo dobro rekel, da Lojze, se pravi, Lojze Slak pa Avsenik nikoli nista bila prejemnika kakšnih visokih kulturniških nagrad, recimo, da bi one dva prejela nagrado Prešernovega sklada. To je zaradi tega, ker oni hočejo zdaj kulturo spolitizirati, svoje prijatelje postaviti in te dejansko skrajne leve politične aktiviste nagraditi, ki to bo čisto spolitizirano, pač, ker to dejansko pač in tudi recimo Svetlana, tudi tukaj, a ne, rdeča zvezda. Ravno zadnjič sem se peljala po cesti, pa sem videla na panoju, da je pisal, po moje, da bo to v kinu Šiška, nisem čisto sigurna. No, neka predstava, nosila bom rdečo zvezdo, pa Svetlana Makarovič in sem bila sam tako, wow, to pa res prispeva k slovenski kulturi. Pismo, klemamo mi ljudi, ki poveličujejo bivši sistem, ki je bil nedemokratičen, kjer so ljudi zapirali na Goli otok, ki je nasilen, ki je zmetal ljudi v jame, a ne, pa smo se končno zborili za tisto demokracijo, zato da imamo zdaj tlele eno Svetlano, ki še vedno poveličuje tisto rdečo zvezdo, ki nam je toliko odvzela. Namesto, da bi mi tlele poveličevali demokracijo. Pa za nekaj let tudi razvoj zaustavila čisto. Ja, dejansko. Čisto smo bili izolirani od ostalih. Pa, ne vem, meni je to ful noro, da dejansko se toliko poveličuje komunizem v današnjih časih. Ja, to pa je. Jaz mislim, da to si danes lahko prvošče že zaradi tega, ker zdaj smo tukaj generacije, ki nismo živele v bivšem sistemu in ne vemo, kako je to dejansko bilo. In se je neka taka nostalgija, nostalgični občutki se povezujejo s temi časi, kakor nič nismo imeli, pa kako smo se imeli fajn. Zato, ker je pa res, da tudi kapitalizem ima svoje slabosti, recimo ta prevelika potrošnja, ki se zdaj dogaja, to definitivno ni okej. Noben sistem, v katerem smo bili do zdaj, ni bil idealen. Ja, pač se to je logično, ampak še vseeno. Ampak vseeno imaš neko svobodo, tako. Ja. Lahko kupiš iz katerekoli države, karkoli hočeš, država ne kontrolira vsake tvoje poteze. Ja. Nisi odvisen dobesedno od države. Ampak ja, pač vsak sistem ima svoje lastnosti, ampak ne vem, pač toliko se žali fašizem, nacizem, komunizem je tam zraven teh. Pač. Ja. Ne, pa to je tudi v Sloveniji malo unikum, ker se tiče tega, ker imamo pač nažalost, ker še vedno so ljudje pri koritu, ki so pač zelo naklonjeni bivšemu režimu, ki še vedno nekako o tem sanjajo. In potem je tako, kot je, in potem se predstavlja, ja, mi moramo zdaj se znebiti grdega kapitalizma, zmetati kvaj že podjetnike v morje, tako kot prav Miha Kordiš. Ampak so pa njih največji kapitalisti, ja. Njih oni, imajo največ denarja si pokradejo, oni so tisti, ki imajo vse pozicije in dejansko hočejo nek monopol nad oblastjo, zaradi tega, ker zdaj je dejansko pač, kar se dogaja trenutno je, da samo Svoboda in Levica kontrolirajo vse, imajo večino. Ne moreš sploh ti predlagati nekaj, ne moreš širiti nekih svoje ideologije, idej, zaradi tega, ker te utišajo takoj. Ja, se strinjam, ja. In pač... In dejansko noben ne more pol ustaviti to korupcijo, ki se dogaja in to laganje. No, sej. Zaradi tega, ker če boš karkoli rekel proti njim, te bodo cenzurirali. Ja, pa tako se mi zdi, so že v družbi ustavili ta sentiment, kakor, če si pa na desni, si pa ta slab, in pol te nekako že, ker je družba toliko zmanipulirana, te pol že posamezniki, že sami od sebe takoj ustavijo, In pol se človek niti ne upa izpostavljati v lastnem okolju, čeprav se mi zdi, se to zdaj dosti obrača na bolje,
Ampak je pa to... Ampak tu se rabimo zahvaliti gospodu Golobu, ker se mi zdi, da je liho naredil ta korak, da se začeli drugače mladi res, zanimati za politiko, bolj, ker so vedeli, kaj se To je res, dogaja. ja. Jaz sem zaradi njega se angažirala, tako da hvala, Robert. Mislim, jaz sem tudi zaradi drugih razlogov, ampak v glavnem zaradi tega, ne. Ja, ne, to se po eni strani, okej, očitno smo to rabili, da nas nekaj On- zbudi. Zastonj vodi našo predvolilno kampanjo. Ja, definitivno. Mi sploh ne rabimo nič narediti, ne. Tukaj mi samo sedimo, pa smo tako, ja, vi kar delajte. Pač on, če bi nas hotel sabotirati, bi zdaj bil samo tiho, nič Ja. ne bi delal do konca, bi mogoče dobil še kaj Daj, glasov. čak ne preveč, da ne bova kakšne ideje dala. Ne, res je, to se popolnoma Ampak- strinjam. Jaz mislim, da imamo res v Sloveniji ful težavo z mediji, Ja, da se lahko odprto lažejo raziskovalni novinarji, da se objavi karkoli proti nam, takoj, Ja. in da to takoj zalaufa. Pol pa televizija, ne vem, Nova 24, ki pa je bolj desna in to, pa se jo žali, noben je neverodostojna. pa živimo ne bi živeli v pluralizmu, a ne. Tako da, ne vem, pač. In dejansko je lih to nek tipo predsodek ljudi, da takoj, če karkoli rečeš, tudi če dejansko se ne včlaniš v stranko, če boš rekel, da boš volil za Janšo, si janšist in fašist in je konec s tabo. Čeprav problem teh ljudi, a ne, no tukaj pri tem tudi zelo pomaga tale aktivistek tukaj v Krilcih, a ne, je nul Gatah. No, to smo hoteli samo dodati, da dejansko, če se gre naprej s tem zakonom Ja. in bodo lahko dejansko svojim aktivistom in prijateljem dodelovali pač nagrade si med sabo, zaradi tega, ker to je vse neka skupnost tam, bo on dobil. Bojo tudi taki dobili, ja, pač take izjemne nagrade oziroma izjemne pokojnine. Ne, pa predvsem problem je tudi to, da tak posameznik, ki se je takole sramoti, no, pa ne bi rekla, da ima lih nek velik ugled, pol postane nek kredibilen sogovornik za razmere v družbi, kar meni ni jasen, a ne, kam ima on glas ljudstva in kako lahko on govori, kaj slovenski narod hoče, ker nima nobenega stika z realnostjo, po poklicu je režiser, sploh nima niti nobenih strokovnih kompetenc in potem on predava o zdravstvu, o dvoživkah, v bistvu pa več kot očitno je on, a ne, pripet na sistem. Zdaj, ki si lih omenila zdravstvo, pač kako rabiš biti aroganten, da greš napadati zdravnike? Ja. Ja, to je pa... V kateri državi se oblast krega z zdravniki, ki rešujejo življenje? To res ni po moje nikjer drugje. Ne, mi smo totalno zašli, a ne, namesto da bi, ja, ta vlada je obljubila, da bo rešila zdravstvo, ampak namesto da bi ga pa dejansko reformirala, so pa sam zdravnike naredili za državne sovražnike. In tako, zaradi njih je vse narobe. Evo, naredili smo pa, vrgli so ene par milijonov v zdravstveni sistem, samo zato, da pač ne bi ena bolnišnica bankrotirala. In to je bilo vse. In to je vse, kar oni delajo. Veš, čisti socializem. Dajmo vršt polhanega denarja v državne podsisteme, pa bomo videli, kaj se zgodi. Vse, kar Golob govori, je, koliko so povečali porabo v določenih stvareh. In je v šolstvu smo toliko in toliko več denarja. Prvič v zgodovini Slovenije se toliko denarja nameni za stanovanja. To je ful slabo. Ampak tega denarja bo zmanjkalo, ne? Ja, oni dejansko, oni skozi sam skozi okn, oni sam skozi okn konstantno mečejo denar, da ne omenimo Litijske, to morava še omeniti. Ker se skozi kot nek argument proti referendumu je, da bomo zdaj mi zapravili 6 milijonov za referendum. Okoli 7 milijonov. Nekaj ne vem takega. točno specifično, ampak je okoli 7 v glavnem. Ja, oni zdaj skozi govorijo o tem, SDS samo uporablja naš denar. Čakaj mal. Litijska, kjer je šlo 7 milijonov za propadajočo zgradbo, ki še danes se ne uporablja, je prazna za obnovitje. Potem tistih tudi 13... z pač neustreznimi sredstvi kupljena sploh. Ja, v bistvu, ja. Vtis je bilo, se mi zdi, še celo nezakonito, kako so jo kupili, kaj Boštjančič je odobril ta nakup, pa Robert Golob, konc koncev. Ampak so krivi uradniki. Ja, krivi so bili pa uradniki, in ki so tisti, bili ki je prodal SDS. nepremičnino. Ja, mislim, groza. Potem, tu je tukaj res tudi problem medijev, a ne, mislim,
normalni, če bi bili mediji zares svobodni, a ne, če bi bili mi zares pluralni, bi jih mediji raztrgali že na podlagi tega primera. Potem imamo 13.000 računalnikov od Emilije Stojmenovi Duh, ki po večini niso bili razdeljeni, še danes sedijo v skladišču in plačujemo. Ja, in plačujemo stroške za skladiščenje, pa že tako ali tako je šlo 6 milijonov za to. Pa ne samo to. Potem tudi tiste totalno preplačane železniške postaje, se mi zdi, da v Novi Gorici na Jesenicah. Vsa infrastruktura se mi zdi, da je preplačana in neučinkovito narejena. Ja, se mi zdi, da je šlo 160 milijonov za eno železniško na Jesenicah, pa nisem zdaj bila na Jesenicah ali nekje drugje. Na Jesenicah vem, da se dela. Potem, da ne omenim, koliko si na Ministrstvu za solidarno prihodnost, se mi zdi, kjer je večina kadrov iz Levice, si izplačujejo enormne dodatke za delo med dopusti, a ne? In potem si oni drznajo. Ampak kaj pa je uspešek tega ministrstva? Ja, 100 milijonov v stanovanjski sklad. To je to. To je to, kar so oni naredili, pač nažalost. Zgrajena neprofitna stanovanja, ki so bila že planirana prej, ja. Ki so bila zagotovljena v času Janševe vlade. Kaj so že rekli, da bodo naredili nek stroj, ki bo gradil letno 2000? Stroj, ja. 2000 stanovanj letno. Ne, pa na začetku je bilo rečeno še 20.000 stanovanj, se mi zdi. Ampak to pa dejansko tako, nočem biti nesramna, ampak kdo bi verjel temu, da v 4 letih se lahko toliko stanovanj zgradi? Pač se zveni ful lepo, ampak kdo pač... Ja, ne, je kar... Moraš kar imeti dober želodec, no, če res spremljaš vse to kot blizu, a ne, pa vidiš, kaj se trenutno dogaja v naši državi, a ne, kdo je nagrajen, medtem ko pač, a ne, sleherniki morajo pa trdo delati 40 let za to, da pol, a veš, mislim, ogromno primerov je upokojencev, ki nimajo za čez mesec, a ne. Res... Se mi zdi, da večji procent upokojencev je tak, ki dobiva pač pod pragom revščine, penzijo. In je malček neumno, da preden bi se začeli ukvarjati z pravim problemom družbe, da pač imajo težave, da ti se upokojiš in ne moreš imeti mirnega življenja do konca, se začnejo prvo ukvarjati s tem, kako bodo privilegije delili. Ja. Mislim, jaz se strinjam, ti imaš določene umetnike, ki res nekaj doprinesejo, ki res naredijo neko življenjsko delo. Imamo tudi športnike. Ampak zdaj sva videla, da se nagrajujejo popolnoma napačni posamezniki, ki ne doprinesejo naši državi, ampak kvečjem razgrajujejo našo kulturo. A ne? Nagrajujejo se take, kot je Jaša Jenull. In pa seveda, a ne, oni so prišli na oblast z res velikimi obljubami, a ne, da bojo spremenili cel sistem. In oni bi se mogli potem primarno s tem ukvarjati, da se rešuje trenutne probleme družbe, ki so veliko hujši kot pa to, katere umetnike bomo mi zdaj nagrajevali. To je sekundarna zadeva. Ja, se strinjam čisto. Pač toliko stvari zdaj se dejansko ruši v naši državi, ampak glavna stvar zdaj so dodatki, da se nagradi posameznike in da se dela razlike med upokojenci. Da se dejansko zdaj nekateri upokojenci žali s tem, ker pač so eni bolj zaslužijo, so bolj vredni, ali ne vem, pač jaz dobim takšno sporočilo od tega, ne, da... Ja, da smo prvorazredni pa drugorazredni, ne. Dejansko tako je, ne. In meni se zdi zelo žalostno, no, da so uspeli do neke mere toliko zmanipulirati določen del populacije, da jih je takrat res izvolil. Ampak pač takrat je bilo tako, kot je bilo. Po koroni je bilo vsi so bili ful jezni in živčni. Vem, takrat je bila res izredna situacija. Jaz upam, da naprej ne bo tako, ker ful je smešno, da se v naši državi toliko napada, se pravi desnico, a ne. To so pa sami janšisti, ker konec koncev to, kar zagovarja desnica, se mi zdi, da je to skupno vsem ljudem, pismo. Saj na koncu pa Janševa vlada naredi več za vse ljudi, ker oni se res fokusirajo samo na peščico, ne. Tako da ne vem, meni je vse to ful skregano z logiko. Ta celotna gibanja svobode je v bistvu gibanja sovraštva proti Janši. Vsi, ki so se prišli maščevati, imeli neke osebne zamere in izkoristili trenutek, najboljše, kot so ga lahko. In zmanipulirali ljudi, žalijo volivce svoje s tem, ko se jim lažejo.
pač žalijo celotno ljudstvo, dejansko, ker ne spoštujejo želje ljudi, uničujejo demokracijo v naši državi, osnovni pomen parlamentarizma. Da je neka javna in odprta razprava, ampak pač dejansko se samo med sabo pogovarjajo, izločujejo vse druge, razen te svoje koalicijske partnerje. V bistvu so nasprotje vsemu temu, kar so obljubljala. Ne? Ker, a veš, jaz bi pa rada živela v državi, kjer, ne vem, kjer se počutim zares svobodno, kjer lahko izražaš svoje mnenje, kjer dejansko državni sistem funkcionira, kjer javni sektor funkcionira, ki je, se pravi, servis državljanom, ne pa, da je to zdaj nek svoj zaprt sistem, kjer da imaš občutek, da tvoj glas šteje. Da moj glas šteje, trenutno. Trenutno, mislim, odvisno. Zdaj, kar se tiče trenutnega sistema... Nisem mislila tako, da bi živela v državi, kjer imam občutek, da moj glas šteje, da se ga posluša moje mnenje. Ja, tako, točno tako, ja. Mislim, kjer se dejansko dela za celotno populacijo, ne pa samo za par posameznikov, kot si ti rekla. Potem, kjer gospodarstvo lahko cveti, kjer, ne vem, če se boš ti odločila, da boš podjetnica, da ti ni treba skrbeti, da bo, zdaj bom pa mogla dati ful za davke, a se mi sploh splača odpreti firmo v Sloveniji, a jo ne bi raje v Zagrebu ali pa nekje drugje, kjer je bolj ugodno davčno okolje. To je res žalostno, da toliko odganjamo. Meni je ful žalostno, da je res ful tako pogovorov med mladimi in tako, ki imajo občutek, da ne morejo uspeti v tej državi. Ja. In pač, da ne moreš biti ambiciozen tu, ker te dejansko pol leve oblasti preganjajo, ker imaš preveč dobička pol na koncu še. Ja, točno tako, In res se mi, mislim, veliko imamo enega potenciala, Veliko imamo enega potenciala in jaz samo upam, da bo tudi narod to spregledal vnaprej, Se mi zdi, da se že obrača na boljše, ampak še mečkan rabimo. Se to se bo pol vse v zadnjem trenutku videlo, kako bodo odigrali mediji svojo vlogo, ne? Tudi to. Ampak pač tlej res treba nekako presežiti desetletja tega anti-Janša sentimenta, Ker to samo vrtimo se v krogu zaradi tega, Ker ljudje se ne odločajo, ne vem, ne pogledajo v svojo denarnico, kdaj imajo več, kdaj imajo manj, ampak samo volijo ali... Z čustvi. Ja, s čustvi, namesto, da bi si rekli, čakaj, ne, jaz bi pa rad živel v državi, kjer lahko cvetim, kjer lahko brez problema sem lastnik nepremičnine, kjer si lahko ustvarim družino, pa me ne bo strah, kaj bo v prihodnosti, To se mi zdi, da mi rabimo. Ali pa v državi, kjer se lahko politično aktiviraš, brez da te stari moški na spletu napadajo. Ker se mi zdi, da bi se rabilo spodbujati vse mlade, ki si želijo aktivirati, želijo pogovarjati o stvareh in tako, ampak zdaj se pač žalijo vse, razen te na njihovi strani. Dobro, tiste pa žalijo tudi nekateri. Ne, pa se mi zdi, da zmerjanje je drugačno na obeh straneh. To je. Pa to je tudi nekako treba vzeti v zakup, ko se začneš malo angažirati na socialnih omrežjih, to pač nažalost se zgodi. Zraven, Ja, ampak pač ni spodbudno pol za mlade, ker nekateri se bojijo lih zaradi tega, pa bi jih zanimalo, bi radi sodelovali in se pač ni spodbudno zdaj okolje za mlade, da se angažirajo zaradi tega, ker si takoj napaden. To je res, ampak to se mi zdi, mora tudi vsak posameznik pol malo sam pri sebi predelati, kaj zdaj tebi več pomeni. A to, da ti ustvarjaš državo, v kateri boš res, ne vem, ponosen, da tukaj živiš, ponosen na to, da si Slovenc, ali kaj, a te se boš zdaj cel življenje ukvarjal s tem, kaj si drugi mislijo, Pač idealno bi bilo, da bi bili vsi prijatelji med sabo, pa bi se spodbujali, samo žal ne živimo v takem svetu, Čeprav bi bilo to fajn, ampak jaz mislim, da sva za danes dobro načele to temo nasploh o trenutni situaciji, predvsem o referendumu. Mi da boja definitivno šle na referendum, Ja, jaz bi na koncu samo povedala, da vsi imamo glas in da ne smemo pustiti, da nam ga nekdo odvzame. In da je pomembno, da gremo na referendum, se pozanimamo, kaj se dogaja, si pogledamo zakon in da se vsi odpravimo na referendum. Tako. Dajte sodelovati pri odločitvah o naši prihodnosti in pa se vidimo naslednjič.
A misliš, da je bilo v redu? Moje, da je bilo v redu.